Živijo, moje ime je Sarev, sem predstavnik ekipe DIS. Naj začnem z enim vprašanjem, oziroma naj začnem z enim problemom. Siguran vam je to znano. Veste, koliko je poleti vroče? Sploh pa meni, ker živim v stanovanju, ker nimam klime, oziroma je ni dovoljeno imeti. Zamislite si, koliko ljudi živi v podobni situaciji. Predvsem pa si zamislite, koliko študentov živi v podobni situaciji. In seveda se ljudje lotimo takšnega problema, ki pa ni vedno optimalno. Kot prvi zaradi estetskega izgleda. Poglejte, kako pogrša to stanovanjsko blok. In še drugič, klima je sama po sebi težko obradljiva, je zelo draga, ter ima astronomne te stroške, obratovalne. In da ne omenjam, kako zelo je škodljivo okolje. In zaradi tega smo mi izumili svojo klimo, ki smo jo poimenovali DIS. Kot vidite, je klima sestavljena v obliki pravokotnika. Imate zunanji del, ki ima ventilator, ter imate notranji del, ki vsebuje kocko. Uporaba naše klime je zelo preprosta. Vse, kar naredite je, vzamete kocko, nafilate z vodo, date v zamrzovalnik, vzamete ven iz zamrzovalnika, date nazaj noter in naprava je pripravljena, da vam hladi. Zdaj želja vam dam, da si jo pogledate, komentirate, kakoli. Verjamem, da se vam zdi naša rešitev zelo preprosta, mogoče celo absurdna, ampak za našim produktom stoji ogromno dela ter ogromno truda. Sami smo namreč razvili lasten napajalni sistem. Sami smo razvili vlažilce, ki naredijo klimo tako tiho, da lahko uporabljate med spanjem. Učinek naše klime je, da vam v parih urah ohladi sobo na 6 do 9 stopinj, kar naredi praktično zaslon. V primerjavi s standardno klimo, ki za enak učinek porabi 120 € na mesec. In glede cene našega produkta, opravili smo prek 100 intervjujev s strankami, ki smo opravili na takšen način, da smo šli od vrat do vrat. In končna cena nas je zelo presenetila. Potrošniki so pripravljeni plačati 4-krat več, kot je bila naša začetna cena, ki je 85 €. V pogovoru z našimi strankami smo prišli do ključnega spoznanja, da imamo 4 segmente. Prvi segment so študentje in dijaki, ki živijo v študentski in dijaški domovi. Preprosto zato, ker študenti in dijaki imajo dostop do zamrzovalnika, nimajo klime, ki tudi nikoli ne bodo imeli. Stanovalci v blokih, ki možnosti za klime ni, ista zgodba. Imajo dostop do zamrzovalnika, nimajo klime, ki tudi nikoli ne bodo imeli. Turisti, ki potujejo v apartmaje brez klim. Naša rešitev je tako priročna, tako preprosta, da lahko vzamete sabo na dopust. Na koncu še pisarne brez klim, ki imajo čajno. Mi smo prvič predstavili naš izdelek februarja na Ustvarjalnikovem Startup Vikendu in že takrat smo dobili 11 naročil. Startup Vikend se je odvijal v predsedniški palači. In to nam je dalo vedeti, da bomo pljuniti v roki in začeti delati. Rezultat je več kot odličen. Na vsaka 2 tedna podvojimo število naročil. To je več kot dovolj. In zaradi teh informacij smo se odločili, da bomo naredili našo prvo serijo. Serijo, ki obsega 250 kosov. S podjetjem Kontron smo se že dogovorili za dobavo ventilatorjev. S podjetjem Rogla za dobavo plexistekov, ki ga bo tudi razrezal kasneje. Ter s podjetjem Radeon za vse električne elemente. Sami bomo poskrbeli za lastno izdelavo, pakiranje in dostavo. Obračun prve serije. Tukaj želim podariti 3 podatke. Stroški na enoto staneš 24 €. Prodajna cena je 85 €. Kar pomeni, da imamo na en prodajni izdelek več kot 70% marže. In mi bomo prodali 250 €. Prosto zato, ker je samo v Ljubljani 9500 študentskih sob, ki imajo klimo. In za tiste, ki dvomite v mednarodni potencial, vas pa vabim, da pogledate zgornjo številko. 185. Mi bomo to speljali do konca. Preprosto zato, ker se je izbrala ekipa, ki je zato več kot sposobna. In ekipo sestavljamo Anže Alič, ki je vodja naše ekipe in tudi odgovoren za izum našega produkta. Skrbi za poslovni razvoj. Tilen in Jan, ona dva sta tehnični del naše ekipe. Skrbite za razvoj in dobavo ter elektroniko. In na koncu še jaz, ki skrbim za prodajo. Izredno veseli pa smo, da sodelujemo s Petrom Ribičem, našim investitorjem, ki je vodja Silicijevih vrtičkov. Silicijevih vrtički je vodilni sklad, ki podpira mlade start-upe kot smo mi. In na koncu še Matija Golar, ki je vodja ustvarjalnika, ker ima naše podjetje sedež. In na koncu bi rad zaključil, da je gospod na sliki, gospod Bogotaj, naš prvi naročnik. Samo da se pridružim.